Animacija je namenjena otrokom, ki so na sodišče vabljeni kot priče. Za otroke, ki so bili žrtve kaznivih dejanj oziroma so oškodovanci, veljajo drugačna pravila zaslišanja. To je Jan. Jan je bil na sodišče povabljen kot priča. Vsak dan mora kakšen otrok na sodišče kot priča. Kdo je priča in kdo obdolženec? Priča je nekdo, ki ve nekaj pomembnega o nečem, kar se je zgodilo, ker je to videl, slišal ali občutil. Obdolženec je oseba, ki je morda storila nekaj, kar ni prav. Jan je bil na sodišče povabljen, da pove, kar ve o dogodku, ki ga je videl. Ob obisku sodišča lahko otroka spremljajo starši ali druge osebe. Jana na sodišče spremlja mama. Sodišče je stavba, kjer dela veliko ljudi. Na vhodu sodišča dela varnostnik, ki nosi uniformo in skrbi za varnost. Jan najprej varnostniku pokaže vabilo. Svojo torbo položi na posebno napravo, ki preveri, kaj vse ima v njej. Nato vstopi skozi velika detektorska vrata. Če ima pri sebi predmete iz kovine, bodo vrata začela piskati. Nič za to. To samo pomeni, da so vrata našla kovinski predmet. Na sodišče ne smemo prinašati nevarnih kovinskih predmetov. Če ima Jan s sabo mobilni telefon, ga mora pustiti v omarici pri varnostniku in ga lahko vzame, ko zapusti sodišče. Varnostnik Janu pove, kje je razpravna dvorana. V razpravni dvorani je več odraslih oseb. Sodnica je oblečena v črno ogrinjalo, ki mu pravimo toga. Sodnica natančno posluša Janovo zgodbo in mu postavi kakšno vprašanje. Včasih si tudi kaj zapiše ali pa posname s snemalno napravo. Obdolženec ima lahko ob sebi nekoga, ki skrbi za njegove pravice. To je njegova zagovornica, ki ima oblečeno vijolično togo. V razpravni dvorani je tudi tožilec, ki je oblečen v sivo togo. Tožilec trdi, da je obdolženec storil nekaj slabega. V sobi je lahko tudi izvedenka. To je oseba, ki ima kakšno posebno znanje in pomaga sodnici, tako da ji kaj dodatno razloži. Prisotna je tudi zapisnikarica. Ta poskrbi, da je vse, kar se dogaja v razpravni dvorani, zapisano ali posneto. Tudi v razpravno dvorano bo Jana pospremila njegova mama. Janova naloga je, da odgovarja na vprašanja prisotnih, kot to določi sodnica, in da govori resnico. To pomeni, da pove, kar se je res zgodilo. Če kakšnega odgovora ne ve ali se ne spomni, to pove sodnici. Lahko tudi pove, če bi kaj potreboval ali če ga je strah. Ko za Jana ni več vprašanj, je njegova naloga končana in lahko zapusti sodišče. Za več informacij obiščite spletno stran nasodiscu.si. Vsebine animacij ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le informativne narave.